Lepo pozdravljam dr. Mojco Rupert Porošec, ki prihaja iz NUK-a, iz oddelka za razvoj, ki nam bo predstavila poročilo z mednarodne konference Librarian Mojca Parizin. Hvala, Polona. Želela bi vam predstaviti najprej v dveh delih bo moja predstavitev. Prvi del bo predstavitev samega projekta, drugi del bo pa predstavitev istoimenske konference, ki nosi podnaslov po slovensko, sicer angleški ga vidite, Inovacije in soustvarjanje vrednosti za novo generacijo knjižnic. Library je projekt programa Obzorje Evropa, ki evropskim knjižnicam kot ključnim kulturnim ustanovam ponuja nove možnosti za upravljanje in trajnostno financiranje. Tukaj vidite naštete vse konzorcijske partnerje, ker Library je konzorcij. Kot vidite, konzorcij sestavlja 10 partnerjev, prihajajo večinoma iz univerz in centrov in tudi iz določenih specifičnih inštitutov. Njihova naloga pa je, da preučujejo načine, kako lahko knjižnice razvijajo nove funkcije, storitve in sodelovanje s posamezniki, organizacijami in tudi skupnostmi. Konzorcij je zelo usmerjen v to, da spodbuja nove družbene inovacije, ki temeljijo na soustvarjanju javnih vrednot in oblikovanju novih knjižničnih storitev, ki so osnovane na povpraševanju. Skratka, projekt Library si prizadeva odkriti, analizirati in podati vodstvena in politična priporočila za vse transformacijske strategije v knjižnicah, ki pa seveda vključujejo tudi soustvarjanje vrednosti v teh knjižnicah. Sam projekt v ospredje zelo postavlja ustvarjanje trajnostnega vpliva v knjižnični politiki in praksi. Kaj projekt počne? Namen projekta je raziskati, kako z načrtovanjem in zagotavljanjem specifičnih knjižničnih storitev lahko soustvarjamo nove vrednosti ne samo za posameznike, ne samo za naše uporabnike, ampak tudi kakšen vpliv, dolgotrajen vpliv bi bil to za celotno družbo, v kateri knjižnice delujemo. Projekt raziskuje več vidikov ustvarjanja v knjižnicah na teh področjih. Na prvem mestu postavljajo digitalne storitve, potem so na vrsti živi laboratoriji in tudi socialno podjetništvo. Celotna projektna ekipa pa si prizadeva zagotoviti, da bodo vsi rezultati raziskav prispevali po eni strani k teoretskemu znanju in po drugi strani predvsem poudarek je na, da bojo dejansko imeli trajen vpliv na knjižnično politiko in prakso. Izsledke raziskav nameravajo preoblikovati v inovacije javnega sektorja. Kaj pa si projekt prizadeva doseči? Library si prizadeva za uvedbo novega modela javnih storitev in socialnih inovacij. Projektna ekipa želi pravzaprav odkriti, analizirati in podati vodstvena in analitična in politična, predvsem politična priporočila za vse transformativne strategije knjižnic. Poseben poudarek so pa dali tej dimenziji, ki sem si jo označila z rdečo, in sicer, da projektni partnerji preučujejo premik od tradicionalnega modela oblikovanja storitev od zgoraj navzdol k modelom, ki temeljijo na povpraševanju od spodaj navzgor. Skratka, smer je čisto druga. Da pa bo omogočeno zagotavljanje storitev od spodaj navzgor, bomo državljani, javni uslužbenci in organizacije prostovoljno sodelovali pri razvoju, lahko tudi mogoče malo manj prostovoljno, vsekakor bomo vključeni pri sodelovanju in bomo obravnavali in vplivali na spreminjajoče potrebe družbe in ostale probleme, ki se s to transformacijo pojavljajo.
Politika in upravljavska orodja bodo v domeni izvajanja novih idej in širjenja najboljših praks, predvsem je pa poudarek na tem, da se bo čim bolj izkoriščalo soustvarjanje vrednosti za sprostitev družbenih sredstev. Skratka, finančni vidik je tudi v ospredju. Kakšna so pa pričakovanja? Da se vzpostavi temelj nove, celovite podlage za razumevanje preobrazbe knjižnic, da se obogati teorija inovacij v knjižničnih storitvah ter inovacije, ki jih spodbuja povpraševanje in uporabnik. Skratka, to je zdaj ta slaven premik od zgoraj navzdol, spodaj navzgor. In zadnja alineja, zagotoviti nove metrike in empirične dokaze za ustvarjanje vrednosti v knjižnicah. Tisto, kar je pa za pričakovati, je pa to, da ima namen projekt vse te posledice in vse te rezultate projektnega dela prenesti v prihodnje delo OECD, kar bo pomenilo tudi spremembe na področju inovacij v javnem sektorju. Tukaj sem vam pokazala vsebino 3 stebrov okrog teh 6 delovnih paketov. Posebej jih ne bom predstavljala, zato ker so povezani s projektnimi pričakovanji. Zdaj, ta prvi deloven paket pomeni, da gre za celotno osnovo konceptualnega projekta in da se sam ta projekt lepo koordinira in da lepo teče. Drugi delovni paket pomeni, da gre za razvoj okvirja za zagotavljanje storitev v knjižnicah z več različnih perspektiv. Cilj tretjega delovnega paketa je, da se prepozna in izlušči razloge, zakaj knjižnice vlagajo v dejavnosti digitalne transformacije, res le zakaj, no? Ter kaj zdaj to pomeni na spreminjanje notranje miselnosti in kulture v vsaki knjižnici. Namen je pa v preusmeritvi izvajanja knjižničnih storitev od njihove lastne notranje logike v zunanjost, ki v ospredje ne postavlja več knjižničarja, ampak državljana. To je kar velik premik. Cilj 4. delovnega paketa so meritve in spremljanje teh inovacij v knjižnicah. Cilj 5. paketa pomeni zagotoviti izmenjavo informacij, pretek znanja med raziskovalci, strokovnjaki, politično skupnostjo in krepitev medsebojne izmenjave. Posebej poudarjam cilje 6. paketa, to je pa razvit načrt trajnosti, ki bo zagotovil dolgoročne rezultate projekta. Seveda nismo mogli mimo umetne inteligence. Tukaj vidite, da gre iz leta 2021 za posebno nalogo in vidite, da gre za NUK. Skratka, kaj to pomeni? To pomeni, da se je raziskava usmerila na poudarjanje, da nekatere knjižnice proaktivno delujejo na področju in uvajanju umetne inteligence, nekatere knjižnice se soočajo z velikimi ovirami, predvsem so omenjene proračunske omejitve, pomanjkanje tehničnega strokovnega znanja in seveda tudi etičnimi pomisleki glede odločanja, ki ga poganja umetna inteligenca. Osnovna ideja je bila, da je potrebno oceniti, kako se umetna inteligenca uvaja v knjižnicah, zato je konzorcij 6 raziskovalnih ustanov v okviru tega našega projekta Library izvedel raziskovalno študijo. Študija se je osredotočila na 13 nacionalnih knjižnic po Evropi in Združenih državah Amerike, pri čemer je črpala vpoglede iz 70 strokovnih intervjujev z vodjo projektov, strokovnjaki za katalogizacijo in knjižničarji. In lepo je, da je NUK sodeloval. Ja, to je pa zdaj slavno pročelje te univerze iz leta 1499. Ta letnica je
dobesedno vklesana v ta steber pri vratih. In cel naš dogodek se je odvijal v točno tej zgodovinski stavbi. Znamenitost te stavbe je, da predstavlja edinstvenost univerzitetnega modela iz 16. stoletja, ki se ohranja vse do današnjih dni. Zgodovinski prispevek k literaturi in znanosti pa so bili leta 1988, skratka UNESCO je prepoznal te vrednosti, zato je pač ta stavba zaščitena kot UNESCO območje svetovne dediščine. Univerza skozi vsa ta stoletja ves čas deluje in tudi danes, sedaj so seveda določeni notranji prostori posodobljeni, ampak dejansko se konferenčni prostori odvijajo v notranjosti te univerze. Skratka, lahko vam povem samo še to, da je bila ustanovljena točno 1499 strani kardinala Cisnerosa in takrat je bilo to uvedeno kot neke vrste nov izobraževalni projekt in to je bilo za tiste čase nekaj zelo revolucionarnega in prelomnega. Skratka, stavba, ki ste jo prej videli, se dogaja v mestu Alcalá. Alcalá je kraj, ki je v neposredni bližini Madrida. Tukaj pa vidite na sredini kip Don Quixota in Sanče Panse, namreč to mesto je znano tudi kot rojstni kraj Miguela de Cervantesa, ki je svetovno znan po svojem romanu Don Quixote. In ta skulptura stoji pred rojstno hišo Cervantesa in je prosto dostopna in si jo lahko obiskovalci ogledamo. Kraj je znan tudi po enormni količini štorkelj. Štorklje ima Alcalá tudi v svojem grbu in štorklje imajo dobesedno na vsaki špički gnezdo in res je velikanska količina teh ptic, kar pomeni, da jim klima ustreza. Zdaj pa še o sami vsebini konference. K-Librarin to je bila mednarodna dvodnevna konferenca, ki je temeljila na prelomnem delu projekta, ki sem vam ga ravnokar predstavila, Librarin. To je projekt Obzorje Evropa, ki se je osredotočal na soustvarjanje vrednosti in družbene inovacije v knjižnicah. Projekt je preizpraševal temelje inovacij v knjižnicah, na kakšen način se lahko kreirajo, ustvarjajo in izvajajo nove storitve, kako se lahko čim bolj vključi v uporabnike, čim več različnih deležnikov in kaj to zdaj v končni fazi pomeni za preobrazbo in kulturo vseh teh odprtih inovacij. Poudarek je pa na tem bil, da knjižnice imajo potencial, da delujejo kot katalizatorji za inovacije storitev in se uspešno spopadajo z izzivi, evropskimi izzivi 21. stoletja, kot so staranje prebivalstva, migracije, socialna vključenost in tako naprej. In da so knjižnice prav idealen model, kjer se lahko zagotavlja visoko kvalitetne in zelo napredne storitve in da lahko knjižnice postajajo bolj aktiven partner za obravnavanje vseh teh novih družbenih potreb. Seveda ne moremo mimo tehnologije, ki igra ključno vlogo pri tej preobrazbi, izkorišča digitalni napredek in inovativna orodja. Seveda omenili smo umetno inteligenco, ki bo zagotavljala bolj učinkovite rešitve. Osnoven koncept konference je pa bil, da si mi vsi skupaj lahko na novo zamislimo knjižnico kot ključnega akterja pri reševanju družbenih izzivov in ustvarjanju trajnostnega vpliva. Na konferenci je bilo predstavljenih več tematskih sklopov predavanj. Imela sem prispevek v sklopu digitalne transformacije in umetne inteligence v knjižnicah. Tema tega sklopa je bila nove knjižnične storitve, mreže, ekosistemi in etika. Jaz sem govorila o etičnem pristopu k podatkovni pismenosti v knjižničnem ekosistemu.
Tukaj vidite naštete vse partnerje, ki so sodelovali na konferenci, vidite tudi Springer Nature, tukaj vidite prvo Universidad de Alcalá, vidite grb in seveda vidite dve štorklji pod gnezdo. Skratka, partnerji na konferenci so bili enotni, da so, to je zdaj sicer se sliši zelo pompozno, ampak meni je všeč, da so knjižnice temelj živahnih demokracij, kot je poudarjeno v lanskoletnem manifestu Knjižnice za trajnostno prihodnost. So v dobrem položaju, da igrajo pomembno vlogo pri reševanju ključnih družbenih izzivov. Delovni načrt Evropske unije za kulturo 2023-2026 pa si prizadeva tudi s finančnim suportom okrepiti večplastno vlogo knjižnic kot vrat in posrednikov kulturnih del, znanj in evropskih vrednot. Da pa bi knjižnice lahko izpolnjevale vse te pomembne vloge, morajo biti ustvarjalne, prilagodljive in odzivne na spremembo. Zvezda večera oziroma zvezda konference je bil gospod Stuart Sneidman, prihaja iz Harvarda, kjer vodi knjižnične tehnološke storitve, nadzira strateško načrtovanje in razvoj poslovnih sistemov, ki podpirajo delovanje knjižnic, digitalno hrambo in znanstveno odkrivanje. Predstavil nam je, kako so razvijali napredno odprtokodno programsko opremo in sodelovalno infrastrukturo za digitalne knjižnice. Vodil je pomembne knjižnične pobude na področju digitalizacije, repozitorijskih storitev, umetne inteligence in dostopa do zbirk kulturne dediščine. Malo se je zapletel v komunikaciji z predsednico Libra, ker se je pojavila velika težava, kako v dimenziji kulturne dediščine, kako ravnati z raziskovalnimi podatki, ker določena orodja v zvezi s tem še niso razvita. Na voljo je tudi knjiga povzetkov, Abstrakt, kjer si lahko vse to preberete, in to je z moje strani vse, in jaz se vam zelo lepo zahvaljujem za pozornost. Hvala. Mojca, najlepša hvala.